Pozdravljeni! Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing velike nagrade Miamija. Skupaj si poglejmo vse tiste zanimivosti, ki bodo morda prišle prav pred samo dirko. Kot običajno si bomo v zadnjem briefingu ogledali tisto, kar se je v bistvu zgodilo na samih kvalifikacijah. Na to se bomo ukvarjali tudi trenutek z možnim ritmom na sami dirki. Na koncu pa bom kot običajno predstavil tudi svoje videnje možnih strategij. Začnimo s samimi kvalifikacijami, kjer smo videli, da oba Ferrarija sta bila bistveno hitrejša kot oba Red Bulla. A ta prednost, ki smo jo videli na samih kvalifikacijah, ni rečeno, da bo vidna tudi na sami dirki, kot bomo videli v nadaljevanju. Dejstvo je, da ima, vsaj kar se tiče končne hitrosti, Red Bull prednost, kar pomeni preneseno, da bo z večjo lahkoto prehitel Ferrarija, ukolikor mu bo lahko bil dovolj blizu. A to bo pomenilo malce večje tveganje pri samih strategiji, ampak strategija pride na vrsto na koncu. Morda je kdo izmed vas pričakoval Mercedes bližje tistemu, kar smo videli na samih kvalifikacijah. In tu je treba poudariti nekaj. Kolikor pogledamo same sektorske čase, vsaj kar se tiče Lewisa Hamiltona, bomo kaj hitro ugotovili, da njegov zadnji poizkus na kvalifikacijah še zdaleč ni bil idealen. Namreč zaostanek, ki smo ga videli tu v Miamiju, je primerljiv s tistim, kar smo videli na prejšnjih dirkah. Čeprav takrat je bilo potrebno imeti popoln krog za približno slabo sekundo zaostanka, sedaj je praktično zgodba drugačna. A videli smo, da tudi George Russell dela napake. Ni mu uspelo priti v zadnji del kvalifikacij, čeprav menim, da bi to moral doseči z lahkoto. Proga je zahtevna in tu so prišle na površje vse izkušnje, ki jih ima Lewis Hamilton in seveda tudi hladnokrvnost. Kolikor se spomnite, tudi on je imel težave v prvem delu kvalifikacij, ampak v zadnjem poizkusu mu je uspel preboj. Videli smo tudi, kakšno formo je pokazal McLaren. Kot običajno bistveno boljši z Norrisom kot z Ricciardom. Ampak glede na tisto, kar smo videli v tretjem prostem treningu, bistveno pod pričakovanjem. A zanimivo je nekaj drugega. Mnogi navdušenci so bili nekako prijetno presenečeni nad tistim, kar je na tretjem prostem treningu pokazal Mick Schumacher. In tokrat na samih kvalifikacijah je bil boljši od svojega moštvenega kolega. Namreč Kevin Magnussen je izpadel v prvem delu. Micku Schumacherju je uspel preboj v drugega. Ampak če pogledamo štartni razpored, sta eden za drugim. Mick Schumacher ni izboljšal toliko svojega časa na kvalifikacijah kot ostala konkurenca. Njegov čas na samem tretjem prostem treningu, kar se tiče simulacije kvalifikacij, je bil izjemno blizu tistemu, kar je dosegel v Q2, torej tisti rezultat tretjega prostega treninga je bil malce optimističen glede na vse ostalo. A rad bi poudaril nekaj. Izjemno dobro formo so začeli kazati tudi pri Aston Martinu. Namreč kar naenkrat iz tistih, ki so bili na dnu, so se začeli po času vzpenjati. Seveda tudi Alpine je tam, kot bomo videli pri ritmu, se nekako drži te skupinice, ki jo sestavlja še McLaren in seveda Aston Martin, a med vsemi me je najbolj prijetno presenetil Valtteri Bottas. Nihče ga ni pričakoval tako visoko na samih kvalifikacijah, kar morda obeta izjemno dobro za
seveda nedeljsko dirko, ampak rad bi poudaril nekaj, kar smo videli pri Valteriju Bottasu, predvsem v preteklih sezonah. Ogromno nihanje. Enkratne kvalifikacije, slabšo dirko. A upam, da me bo tokrat postavil na laž in da bo imel konkretno dobro dirko. Videli smo, da je bil na samih kvalifikacijah boljši od Lewisa Hamiltona. Uspelo mu je sestaviti izjemno konkreten krog. In če pogledamo samo simulacijo možnih kvalifikacij, bomo videli, da bolid ekipe Alfa Romeo F1 Team še zdaleč ni bil tako hiter kot Mercedes, zato gre tu predvsem zasluga voznikov. Videli bomo seveda skupaj, kaj se bo zgodilo na sami dirki. Pri ostalih voznikih pa bi lahko dejali, da nič nad oziroma pod pričakovanji. Pojdimo za trenutek sedaj k možnemu ritmu na sami dirki. Res, tu v Miamiju nimamo še nobenih podatkov iz prejšnjih sezon, ki bi nam lahko nekako pomagali, kaj lahko pričakujemo. Ampak vidimo iz pričujoče grafike, da v bistvu je situacija taka, da imamo Ferrari ter Red Bull malce tam daleč spredaj. In ta razlika, ki vidimo med seveda RB18 in F1, pomišljaj 75, ni tako velika, ni tako bistvena. Gre za različen pristop, vsaj kar se tiče samih nastavitev, o tem smo že govorili. Red Bull je bistveno hitrejši na tistih ravninah, dosega bistveno višjo končno hitrost, medtem ko Ferrari ima več oprijema. A pri strategiji, kot bomo videli v naslednjem delu, bo tista glavna točka, ampak vrnimo se k našem ritmu, poglejmo Mercedes. Ta je v bistvu takoj za najboljšimi, seveda po ritmu, in ima pred ostalimi kar nekaj prednosti. Tudi iz tega podatka lahko sklepamo, da Lewisu Hamiltonu in seveda Georgeu Russellu ni uspel pravi kvalifikacijski krog. To imamo isto znano skupino vseh ostalih, kjer bomo verjetno videli kar zanimive boje. Seveda, sedaj moramo iti na tisti zadnji del, tisto napoved strategij. In tu, kot običajno, moram poudariti, da sam nisem videl nobenega članka, ki bi ga lahko sestavil Pirelli, oziroma nobene druge napovedi. Analizo tistega, kar sem napovedal sam, seveda tistega, kar bo izdal Pirelli, in onega, kar bomo videli na progi, bomo imeli v naslednjem prispevku, seveda komentarju same dirke. Tu nimamo nikakršnih osnov, na katerih bi lahko gradili naše napovedi. Zato se moramo tudi malce znajti in pogledati, kakšne pneumatike imajo vozniki na razpolago. Kot vam je nekako znano, sam porabo pneumatik gledam tudi med prostimi treningi. In kot veste, je treba tudi tokrat vrniti 2 seta po vsakem prostem treningu, tako da lahko vsi mi dobimo nekakšno sliko. In seveda 7. set se vrača tudi po 3. delu kvalifikacije, govorim za tiste, ki se kvalificirajo. Ampak tokrat, če ste opazili, so vsi porabili izjemno veliko število setov z rdečo oznako na samem robu, torej vseh tistih najmehkejših. In zgodilo se je nekaj zanimivega. Ogromno voznikov ima na razpolago 2 seta najtrših pneumatik pred začetkom dirke. Ponavadi, naprimer, najtrša pneumatika je ona, s katero vozniki dobesedno v prvem prostem treningu preverijo, ali je vse v najlepšem redu. Torej je ena izmed tistih pneumatik, ki se jo uporabi predvsem zato, ker ni uporabna na sami dirki. Tokrat ni bilo tako. In vidimo lahko, da večina voznikov ima na razpolago 1 set srednjih pneumatik, nerabljenih, in 2 seta najtrših. Glede na kilometre, ki so jih napravili na samem prostem treningu, bi lahko ocenili, da življenjska doba
Pneumatik tu v Miamiju nekako sugerira strategijo z dvema postankoma. Prvi del na pneumatiki medium in dva enaka dela na pneumatiki hard. In seveda gre za špekulacijo, sicer, kot sem že omenil, nimam osnov, ampak tu je tista najbolj očitna in tudi najlažja napoved. Mislim, da soft pneumatika, predvsem zaradi visokih temperatur, ne bi bila primerna izbira in verjeli ali ne, med tistimi najboljšimi nihče nima več seta novih soft pneumatik, kajti porabili so jih večinoma na prostih treningih in seveda za kvalifikacije. A zato imamo drugo varianto in tu merim na Red Bull. Oni nimajo dveh setov hard pneumatik, ampak dva seta medium pneumatik. Zato pri njih to nekako pričakujemo medium, hard, medium ali v kakšnem obratnem vrstnem redu. In seveda tisti del za hard pneumatiko bo moral biti ustrezno daljši, a gre za neke vrste špekulacije, nisem prepričan v to. Nazadnje moram ponuditi še neko opcijo. In to je seveda strategija z enim postankom, kar bi tu pomenilo začeti naprimer na pneumatiki hard in to pneumatika medium ter do konca. Zakaj sem izbral tak vrstni red? Dirka se začne s polnim rezervoarjem, zato mislim, da je bolje začeti na najtrši pneumatiki in na to, ko bo bolit lažji, iti na ono srednjo. Tudi postanek bo premaknjen bistveno bolj naprej, kar bi morda lahko tudi prineslo določeno prednost. A med vsemi tremi strategijami menim, da je ta ona najbolj tvegana in bi lahko prinesla najmanj prednosti. Uporaba soft pneumatik mislim, da je malo verjetna, razen če bomo videli naprimer varnostne avtomobile, kar tu bi znalo biti dokaj pogosto, ali kakršnekoli prekinitve. Ampak vseeno, kot sem povedal, nimamo nobenih osnov, po katerih bi lahko sklepali iz preteklosti. Podatki, ki so na voljo nam, navdušencem, so izjemno skopi, zato mislim, da moramo tudi tako napoved jemati s tisto rezervo, da gre samo za neke vrste vajo razumevanja vseh zakonitosti te nove proge. Kar se tiče našega zadnjega briefinga, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.